Zakaj se pa ta kuhinja imenuje črna kuhinja? Črna je pa cela od tega dima, ki je bilo pravzaprav vsak dan, ko so zakurili, od začetka je potem se takole iz te peči kadilo. A ta kuhinja res nima dimnika? Ne, včasih te hiše niso imele dimnika, zaradi tega so bile tudi tako grajene, so imele gor skodlasto streho, zato da je lahko ta dim pravzaprav kar čez streho prodiral ven. A so bile tudi v mestu take hiše brez dimnikov? Ja, takrat tudi še ni bilo tako velikih mest, ampak mislim, da v mestih ne, zaradi tega, ker pravzaprav taka hiša lahko tudi zelo hitro se vname požar in je tudi nevarno, a ne? Kako so pa to kuhinjo zračili in čistili? Zračili so jo samo s tem, da so odpirali in okna in vrata. Vidimo, da v tej kuhinji imamo samo eno okno, drugače pa vrata odpre levo, desno in naredimo prepih. So v tej kuhinji samo kuhali ali so se tudi družili? Predvsem so kuhali. Drugače je bil pa to osrednji prostor družine, poseben pozim, ki jih je zebel in se je vsa družina zbirala v tem prostoru. To so kar na takih preprostih stolčkih sedeli. Ali so bila od dima črna tudi oblačila in njihovi obrazi? Ja, oblačila so s časom seveda postajala tudi temnejša, ker ta dim se tudi useda na oblačila, obraze pa ne, saj so imeli vodo in so se mogli umiti vsak dan. A v tej kuhinji potrebujemo kakšne posebne pripomočke? Iz koruzance narejeno takole metlo, malo jo namočimo, zato da najprej pometemo spodaj. Temu se reče burklje. S tem se prime posodo lončeno ali pa kovinsko različne velikosti, se jo takole nasadi na te burgle in se jo položi noter bolj globoko v peč. To so taki lelopari. Tukaj se je majčkeno pomokal, zato da se kruhek ni prijel. Evo, pripravili smo kruh. Ja, krasno, punce ste to pripravili, jaz bom pa samo še malo uredila peč. V peči ne sme močno goreti, mora biti samo močna žerjavca. Jaz pa to zdaj nesem v peč. No, kruhek lepo se speči. Takole vidiš, lej, tank, samo takole. Noter porineš, pa je. A se tu uporablja kakšna posebna posoda? Vsa posoda je bila zelo preprosta in v glavnem taka, ki se je lahko naredila tudi doma. To je sklednik, kjer so bile zložene sklede, mlinček za kavo, kavo smo od nekdaj radi pili. Tukaj noter se je pa nalilo mleko, včasih so bile krave zelo seveda polnomastno in potem se je tole vrtelo in se je tukaj smetana nabirala, tako da so tudi delali doma ljudje maslo, a ne. Tukaj je zelo pomembno, da zelo enakomerno vrtiš, ker če ne, se smetana ni prav pobrala gor. To si mogel zmeraj isto smer vrtiti, nisi? Seveda, ker tukaj noter so nožki, so obrnjeno določeno smer in moraš skozi vrteti v isto smer in pa enakomerno. Vse bogatstvo, pravzaprav vse razkošje vsake kuhnje, vsake gospodinje je bilo spravljeno samo v eni takile omarici. Tukaj noter so bila tudi spravljena živila, kruh recimo, zato vidimo tukaj na omarici na vratih tako eno majhno rešetko, da se je to zračilo. O, se že pelje? Glejte, kako je to zdaj lepo. Je pa krpo, da se ne bomo spekle. Evo, punce, izvolite, kako smo to lepo naredili. Ste zadovoljni? Ja. Bravo. Samo pol ure je trajalo, pa imamo že svoj domač kruh. Ja, še prej smo mogli pa pripraviti testo, ga zamesiti in potem oblikovati tele pletenice. Punce, zdaj bomo šli pa ta kruh pojesti, še prej je pa treba tudi malo počistiti tole črno kuhno. Kako je bilo včasih težje kot nas. Ja. Ja, to ne more vse malo ti tako narediti, malo tako bolj gor, dvigam. Tako ja. Boš še ti probala pometati? Ja. Moraš držati, da ti ne bo padel. To smutišče je pa prav fajn.